Sluh je eden ključnih dejavnikov izgube sluha, na katerega lahko vplivamo z ustrezno zaščito. So konec februarja poudarili strokovnjaki na okrogli mizi Poskrbimo za svoja ušesa in obvarujmo sluh, ki jo je priredil Center za sluh in govor Maribor. Konec februarja in v začetku marca v bistvu praznujemo, obeležujemo kar 2 dneva, dejansko, ki sta povezana z samo izgubo sluha. In v ta namen smo se odločili, da bi na Centru za sluh in govor Maribor pripravili eno tako okroglo mizo. Letošnje konvencije, torej ob tem svetovnem dnevu sluha, ki je 3. marca, se veliko ukvarjajo z področjem varovanja samega sluha, zato je v bistvu tudi naslov naše okrogle mize Poskrbimo za svoja ušesa, obvarujmo naš sluh. Mislim, da v zadnjih letih se vseeno malo več govori o tem, koliko hrupa je dejansko okoli nas, koliko ga doživljamo tudi ne samo na delovnem mestu, v določenih poklicih, ampak tudi v vsakdanjem življenju in da smo tudi v bistvu mi sami tisti, ki lahko pri zaščiti lastnega sluha naredimo precej. Sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Matjaž Juhart je poudaril, da statistika gluhih in naglušnih zajema zelo raznoliko skupino ljudi. Med njimi so ljudje s polževim vsadkom, ljudje s tinitusom, ljudje, ki so oglušeli zaradi poklicnih bolezni ali izgube sluha v odrasli dobi, ter ljudje z gluho slepoto. Posebno skupino predstavljajo tudi poškodbe, ki lahko vodijo v izgubo sluha. Na okrogli mizi so bile predstavljene tudi različne bolezni, ki lahko vplivajo na izgubo sluha. Pri majhnih otrocih so lahko vzroki posledice genetske motnje, v približno 25% samo enega gena, v 25% potem v sklopu enega sindroma ali več okvarjenih genov. Ostalo 1/4 teh vzrokov včasih tudi ne najdemo. Pri približno 1/4 teh vzrokov pa gre za pridobljene okvare, kot so recimo hipoksija ob rojstvu, potem povišan nivo bilirubina, se pravi, da je otroček ob rojstvu rumen, potem so lahko nedonošeni otročki, ki se rodijo prezgodaj in so v inkubatorjih, in pa lahko so tudi infekti z določenimi agensi, ki škodljivo delujejo na plod. To je znana toksoplazmoza, rdečke, v zadnjem času zelo v ospredju tako imenovan citomegalovirus in herpes virusi. V odrasli dobi pa so lahko različne bolezni. Lahko so seveda kronična vnetja ušesa, ki potem privedejo v propad luknjo v bobniču ali potem pride do defekta slušnih koščic. Lahko pa seveda so ljudje izpostavljeni hrupu ali pa kakšnim eksplozijam in na ta način pride do okvar potem tudi notranjega ušesa. Potem so pa še posamezne bolezni, ki tudi so v kosti okrog notranjega ušesa, kot je recimo otoskleroza. Potem so lahko poškodbe, kjer se zlomi senčnica, to je kost, v kateri se nahaja notranje uho, in pa še tumorji. Vsako leto velik odstotek odraslih izgubi sluh. Med njimi je tudi Darja Pajk, ki je o svoji izkušnji spregovorila na okrogli mizi. Izguba sluha v odrasli dobi je pogosto, bom rekla, psihološko zanemarjena, ker ljudje pričakujejo, da odrasla oseba, ki izgubi sluh, nekako to sprejme brez večjih težav. Pa vendar se moramo zavedati, da odrasle osebe z izgubo sluha izjemno težko sprejmemo svojo izgubo sluha in se posledično tudi soočamo z njo. Zato je pogosto, bom rekla, v prvi meri odklanjanje slušnih pripomočkov in izogibanje temu, da pravzaprav priznaš svojo izgubo sluha. Izgubo sluha si je potrebno priznati, se opremiti z ustreznimi pripomočki in predvsem povedati, pač imam izgubo sluha, pa kaj potem? Potrebujem določene prilagoditve,
vedeti, katere prilagoditve se potrebujejo in potrebno je informirati sogovorca o svoji izgubi sluha in tudi seznaniti, bom rekla, mogoče ob nekem nastopu publiko, da so potrebne določene prilagoditve. Med slušnimi pripomočki so najbolj razširjeni slušni aparati, med njimi pa nekoliko nepričakovani modeli. Obstaja veliko izvedb slušnih aparatov, od tega pa mogoče na presenečenje mnogih je najbolj razširjena tista oblika, ki je za ušesom in gre zvok preko žičke v sluhovod. Torej se ne širi preko cevi, ampak nastane v sluhovodu, kar je tudi pravo mesto, kjer želimo zvok umestiti. Tako da to so najbolj diskretne izvedbe z največ tehnologije, ki je tudi v sedanjem času tista, ki omogoča ponovno polnjenje, da ni treba baterij zamenjevati, ki omogoča povezljivost z našimi napravami, kot so telefon, televizor. Tako da to je tisto, kar je trend in tudi praksa v Sloveniji. Strokovnjaki svetujejo, da je pri zaščiti sluha ključna preventiva. Za zaščito sluha ni potrebno storiti veliko. Obstajajo čepki, ki so univerzalni, za različne namene, ali pa tisti, ki so narejeni po meri, za bolj zahtevno uporabo ali daljšo uporabo, ali pa razni glušniki. Tako da to je dosegljivo tudi v slovenskem prostoru, cenovno dostopno in je zares škoda, da nekdo ne bi pravočasno zaščitil sluha. To pomeni, da v bistvu uporabljamo kakšno zaščitno opremo. V primeru, da uporabljamo žago, ki je zelo glasna v domačem okolju, ali kosilnico, in pa tudi, da ozaveščamo mogoče tudi naše otroke z lastnim vedenjem, z lastnim zgledom, da preglasno poslušanje glasbe ali pa v bistvu igranje videoiger, pri čemer mladostniki velikokrat posegajo po slušalkah, lahko na dolgi rok pomembno vpliva na njihov sluh. Sluh je zelo pomemben v našem življenju in predvsem je problem, ker ovira potem našo komunikacijo z ostalimi. Ljudje smo pa socialna bitja in to komunikacijo definitivno potrebujemo. Pomembno je, da se ne nahajajo v kritičnem hrupu, to je hrup nad 85 decibelov in pravzaprav že zakonodaja predpisuje, da se v takem hrupu delavec mora ščititi in nositi zaščitna sredstva. In tudi če imamo občutek, da se sluh slabša, je to smiselno preveriti. In tudi tisti, ki so izpostavljeni v kritičnem hrupu, morajo ta preverjanja vsake toliko časa narediti. Največ naših uporabnikov slušnih aparatov pridobi naglušnost v starosti. Ampak ob pogovoru tudi izvemo, da so mnogi bili dokaj neodgovorni do svojega sluha, saj ga niso zaščitili, ko so na primer delali domača dela v delavnici z motorno žago, s kosilnico motorno ali z obiskom določenih prireditev, ki so zelo glasne. Tako da najpogostejši dejavnik za nastanek naglušnosti je še vedno starost, drugi je pa že hrup, na katerega pa imamo vpliv. Vsak od nas lahko prispeva k varovanju svojega sluha. Z manjšimi spremembami navad lahko preprečimo trajne poškodbe in sluh dobro ohranimo tudi v prihodnje.